Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Marka Aurelij, meditacije. To so značilnosti razumske duše, samozavedanje, samopreiskovanje in samodoločanje. Žanje svojo lastno žetev. Uspeva v svojem lastnem namenu. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Vsak izmed nas poseduje razumsko dušo, kot jo opisuje Marko Aurelij. Ta razumska duša je tisto, kar nas naredi za edinstvena in samosvoja bitja. Zmožni smo se zavedati svojih misli, čustev in dejanj. Zmožni smo se preiskovati, se spraševati o svojih vrednotah, prepričanjih in dejanjih. Zmožni smo se odločati za svoje poti, sprejemati odločitve in slediti svojim ciljem. Razumska duša žanje svojo lastno žetev. To pomeni, da smo odgovorni za rezultate naših dejanj. Ne glede na to, ali so rezultati naših dejanj dobri ali slabi, jih moramo sprejeti kot svoje. Naša dejanja so kot semena, ki jih sejemo, in naša žetev je posledica teh semen. Razumska duša uspeva v svojem lastnem namenu. To pomeni, da moramo najti svoj namen in mu slediti. Naš namen ne more določiti nihče drug kot mi sami. To je naša pot, naša smer, in le mi jo lahko izberemo. Torej, vsakič, ko se zavemo, ko se preiskujemo, ko se odločamo, gojimo našo razumsko dušo. In ko to počnemo, žanjemo našo lastno žetev in sledimo našemu lastnemu namenu. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu, in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.